kolega dr. Stane Granda, ki pa ga ne vidim med nami. Pa ja, pardon. Stane Granda, nam vsem znani, pokojeni raziskovalec bližnje ustanove znanstveno-raziskovalnega centra SAZU in eden najbolj uglednih slovenskih strokovnjakov za vprašanje slovenskega centra. Spoštovani, bliža se svet mrten, žara nam je pa že zdaj na točo čistega vina. Namreč toliko zmede, kot je zdaj o zadružništvu v slovenski javnosti, je nekaj neverjetnega in moram reči, da bi bilo to zelo potrebno večkrat in širše klicati. Druga stvar, na katero bi upozoril, je to, da ko smo imeli leta 1991 Krekov simpozij v Rimu, kar nekaj nas je še iz tistih časov in iz tistih prostorov tukaj, je bilo govorjenje o kmetu, oziroma je imelo Krekovo prizadevanje za slovenskega kmeta še neko realno, aktualno ozadje. Danes pa je razpravljanje o kmečkem vprašanju v Sloveniji, seveda, ki ga moramo ločiti od agrarnega vprašanja, to so dve stvari, je pravzaprav to že čista zgodovina. Kmeta na Slovenskem praktično ni več. Imamo seveda ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ampak tistega kmeta, ki smo ga mi poznali še v našem otroštvu, praktično več ne srečamo. Jaz sem jutri na deželi in v dveh vaseh ne morem kupiti litra mleka in kile domačega kruha, ker tega ni več. Torej, imamo velike kmete, medtem ko ti, ki pa kmetujejo še, pa pravzaprav vzdržujejo kmetije s tem, da so zaposleni v tovarnah. Na primer pri nas v Revozu, ali pa pravzaprav postaja kmetija nek dodaten vir zaslužka v obliki državnih subvencij. Mnogi imajo se ukvarjati s kmetijo samo zato, da dobivajo subvencije. Subvencije so tudi vir velikih špekulacij. Vem za primer enega tipa, ki ima okrog 50 hektarjev najetih pašnih v Beli krajini, tam ima ovce, nobenega ovna, da bi bili mladički, ampak s tem samo vleče blazne subvencije. In takih zlorab je zelo veliko. Meni je en izmed največjih živinorejcev na Dolenjskem rekel, ima tam okrog 600 bikov letno, da je približno tretjina njegovega dohodka so subvencije. Je rekel, Granda, kar gre. Brez tega pa ne bi šlo. Torej, danes se smatra, če se ukvarja z mlečno živinorejo, da moraš med vse tam okrog 120 krajev, da nekako preživiš. Ker je, zlasti zdaj, ker je cena mleka, ki je bila nekje v času 37 centov, je padla nekje na 22-23, zdaj se spet malo dviguje, ampak dejansko je kmečki položaj zelo zanimiv. In za konec sam še to jaz, odkar sem v Novi Gorici, kjer predam agrarno zgodovino, sprašujem študente, kdo je videl vola. Po letu 90 noben še ni videl vola. Vam se zdi to hecno, ampak v našem otroštvu se brez vola ni šlo, konje smo imeli samo za oranje po vinogradih, drugače se pa vse z voli delalo. Volov praktično ni več, edino kolikor vem, nekje v Savinjski dolini na eni planini, da jih še imajo. Torej, danes pravzaprav kmečko vprašanje je v bistvu rešeno. K BDP-ju prispeva kmetijstvo okrog 2%, ampak to je drugo. Je pa problem s statistiko, ker danes statistika nima več teh kategorij, kot jih je imela včasih, ampak nekako se stavlja kmečko delo in potem računa, kako bi rekel, združeno kmečko delo, to pa seveda ne daje števila realnih ljudi. Torej, jaz sem se pogovarjal z Zavodom za statistiko, nekje se računa, da je še okrog 30 tisoč ljudi zavarovanih po kmečkem zavarovanju, če bi bil to en izmed kriterijev. Dobro, zakaj se je pravzaprav Janez Evangelist Krek ogrel za kmečko vprašanje, mi velikokrat pravzaprav ni bilo najbolj jasno. Lahko bi delal kariero kot duhovnik, bogoslovni profesor, literat, kulturnik, ali pa bi bil kar nekakšen bon vivant, kar mu ni bilo povsem tuje, on je znal tudi uživati, ne samo pri cigarah, ampak še tudi kje druge, ampak vendar to samo za sprostitev in še to, kot vemo, ga je zelo drugo koštalo. Krek je bil v neposrednem društvenem pastirstvu razmeroma malo,
tudi ni bil sam iz kmečke družine, kot politik, in to je bil z dušo in telesom, in kot socerok in kot praktični kristjan, ki je vero dojemal v ljubezni in delu za bližnjega, pa je ogromno storil za reševanje najtežjega socialnega vprašanja v naši zgodovini, to je kmečkega. Na njega je zelo vplival takratni Dunaj, kar smo že slišali, razmah krščanskega socialnega gibanja, Leon 13 in tako naprej. Ker je bilo v državi več kot polovico kmetov, ki trpijo zaradi svojega slabega položaja, sklenil, da je pač živel v maksimi, da je sveta dolžnost vsakega domoljuba pomagati, da se reši ta mnogobrojna kmečka množica. Krek je vse imel pred seboj ljudi, kmeta, ne pa agrar, to sta poudarjam, to je treba ločevati kot gospodarsko dejavnost. To je bilo tudi bistvo njegovega duhovniškega poslanstva in zanje navdušil kar nekaj sobratov, brez katerih ne bi bilo uspehov. Jaz mislim, da na te sobrate njegove v duhovniških suknah preveč pozabljamo. Naprimer Naceta Žitnika. Nace Žitnik je do svoje smrti nagle, mislim, da je umrl leta 13, imel raka na želodcu. On je napisal pravzaprav ogromno člankov o kmetijskem vprašanju, ki jih danes še noben analiziral. Potem vzemite Slovenskega gospodarja, ki je bistveno bolj kmetijski časopis, kot pa je na primer Slovenc ali pa tako naprej. Torej, to bi bilo treba še bolj te njegove sobrate v talarju upoštevati pri njegovem delu. V tem prepričanju, svojemu delovanju je bil Krek tako močan, da si je podredil pravzaprav vso slovensko mlajšo duhovščino, pa tudi del visokega klera na čelu s škofom Jegličem in celo svoje nasprotnike, med katerimi sta danes najbolj pravzaprav znana dr. Ivan Šuštaršič pa dr. Evgen Lampe. Potem je treba pri Kreku bolj upoštevati, vse Žar je to že naredil, njegovo odprtost v svet, aktivno in pasivno znanje večine evropskih jezikov. Krek ni rezultat slovenske majhnosti, ampak sodi med izobražence, ki sodijo domače razmere iz evropskih in svetovnih okvirov. Krekovo delo v zvezi z reševanjem slovenskega kmeta, jaz bi se tle pravzaprav izogibal te oznaki slovenskega kmeta, ampak kmeta nasploh, moramo razdeliti na teoretični in praktični del. Teoretični del je bilo raziskovanje domačih in tujih razmer, izjemno je ljubil statistiko, potem so tu analize in primerjave položaja kmetov ter organizacijske strukture agrarne dejavnosti, praktično pa je njegovo delo na zakonodaji, ustanavljanje zadrug in drugih oblik kmečke samoorganiziranosti, prosvetljevanje, izobraževanje, ki mu je bila ključ za dosego cilja. Torej, ravno prosveta, izobraževanje, to je pri Kreku in organizacija, to je pri Kreku izjemno pomembno. Zanimivo je, da je, ko je analiziral našega kmeta, je pogosto osupnila njegova fizična in kulturna podhranjenost. In v tej podhranjenosti je videl tudi pravzaprav šibkost našega kmeta v primerjavi z ZDA ali pa naprimer s Francijo. Danes Kreka povezujemo predvsem z zadružništvom, kot smo že slišali, ampak bi rekel, nekje glavno njegovo delo z kmečkim vprašanjem, bolj teoretično, in potem izhodišče za praktično delovanje so črne bukve kmečkega stanu, ki sta najprej izhajale kot podlistek, kasneje jih je pa izdal v samozaložbi. Naslov nam pove črne bukve, ne poznamo črno knjigo komunizma, črno knjigo kapitalizma, potem poznamo črne bukve z leta 1944. Torej ta črne bukve Krekove so pravzaprav nek zbir žalostnih dejstev o kmetu, zločinih nad njim, vendar njihova vsebina ni izraz obupa, čeprav je pogosto na meji obupa, ampak želi s to knjigo tudi spodbuditi, da bi se preko samoorganiziranja uprli tem neobetavnim razmeram. Njena vsebina ni težko zgodovinska, ni toliko zgodovinska, kot želi biti aktualna. Upoštevajo ogromno literature, torej manj domače, zelo mu je prišla prav naprimer znamenita knjiga, ki je danes v slovenski znanosti več ali manj pozabljena, to je Celestinova iz leta 1875, ki je napisal knjigo o Rusiji, o odpravi nevoljništva, to se pravi Russland, Zeitaufhebung der Leibeigenschaft. Potem seveda pozna veliko še nemške, tudi angleške
ameriške, manj pa zanimivo, da skandinavskega prostora, ki bi bil v tem oziru pa tudi zanimiv, pa ni vključeval. V ospredju zanimanja so socialne razmere, proizvodne in tehnične razmere pa samo toliko, kolikor na nje vplivajo. Zanimivo je dejstvo, da je v Črnih bukvah kar petina vsebine oziroma prostora namenjena ZDA in pravzaprav ravno toliko slovanskemu svetu, nekoliko manj Nemčiji, Avstro-Ogrski razmeroma malo. Na takšno razdelitev vsebin ni toliko vplivala razpoložljiva literatura kot iskanje rešitve za kmečki stan v državah, ki bi ga glede na svojo razvitost in pa zgodovino imelo kmetijstvo tam. Pri obravnavah posameznih držav avto mimogrede, in to je zanimivo, ko beremo to knjigo, piše o ZDA, noter pa vpleta pa kritiko slovenskih razmer. Tako da je treba to knjigo zelo pazljivo zbrati, če hočemo razbrati njegov odnos do domačega sveta. Skupno poročilo knjige ni povsem enoznačno. Razmere, v kateri živi kmet, je povsod po svetu dokazuje, da mu gre slabo in se razmere še poslabšujejo. To je posledica kapitala, ki vdira na podeželje. Mnogo gospodarstv je že razdejanih, razkosanih, kot borni nemaniči tavajo prejšnji gospodari njihove družine po svetu, prodajajoč svojo osebno delovsko moč za ljubi kruhek. Na milijone je že narasla ta vrsta utopljencev v kapitalističnem morju. Drugi so na potu za njimi. Tisti, ki se tem razmeram upirajo, se ne bodo izognili gospodarski smrti v neenakem boju. Njihova delovna je edina, kar so rešili. Tisti, ki še vztrajajo na zemlji, se ne dajo prestrašiti, oziroma čeprav družba že v svojih temeljih, svojim pokanjem kaže, da pač razpada. In tisti, ki se nočejo podrediti, pravzaprav tem kreg s podukom in pa tudi s prakso ponuja neko obliko začasnega preživetja. Torej, vzroke za to stanje kmetov vidi kreg v individualističnem rimskem pravu in sanjarsko-gospodarski znanosti manchesterskega liberalizma. Torej, individualistično rimsko pravo je v Evropi razširil predvsem Code de Napoleon, ko se je med vpitjem in šumom o svobodi in napredku zaril v nasplošni državljanski zakonik in v sedanje dedno pravo. Torej, tle se kreg ujema praktično z vsemi našimi avtorji z začetka 19. stoletja o zelo kvarnih vplivih francoskega dednega prava, ki ga imamo na Kranjskem z ilirskimi provincami, drugod so uveljavi pa kasneje. Torej, kreg obdolžuje tudi državno birokracijo, ki kmetu vedno nalaga nove davke, z davčno in carinsko politiko pa skrbi samo za kapitaliste. Pravi, da je to posebno izrazito v Nemčiji, kjer je kmetijstvo žrtev predelovalne industrije, ki se je specializirala za sladkorno industrijo ter pridelavo alkohola, zaradi česar manjka pšenice in pa kruha. Nova doba liberalizmovih laži je utrgala kmet od njegovega bistvenega znaka, sedaj mora tudi on pridelovati denar. Torej, ta tržna usmerjenost kmetijstva je pravzaprav kreka motila in ga ni motila, tle pravzaprav temu vprašanju še nisem prišel čisto na čisto, kako je pravzaprav, kakšen je njegov odnos. Torej, silno kritizira kapital, Rothschilde in Oppenheim in še druge, ki segajo na podeželje, ampak vendar ve pa, da brez tega pa ne bo šlo. Glede rešitev obstoječih razmer kmetijstva, torej v ZDA in v zahodnji Evropi, je pravzaprav videl dve poti. Prva je slovanska, ki ima znotraj sebe pa spet dve smeri. Prva je južnoslovanska zadruga, svojo nerazdeljeno rodbinsko posestjo, ki pa jo je individualistični, vse razdrojujoči liberalizem že krepko načel. Navduševala ga je južnoslovanska romantična orientacija, ki je bila takrat zelo razširjena, vsi so delali kult te južnoslovanske zadruge, ki pa je že takrat v tistem času pravzaprav praktično ni bilo več. Torej, zanimivo je, da zasluge za propad te južnoslovanske zadruge na Hrvaškem kreg pripisuje leto 1848. Potem nekaj izjema so tlele Bolgari, ki imajo še neko perspektivo na podeželju, torej za Srbe tega ne verjame, za Črnogorce tudi ne, edin Bolgarom pa pravzaprav pa pravi, da oni imajo pa neko upanje,
da je nekaj upanje za njihovega kmetijstva in če poznamo kasnejšo zgodovino bolgarskega agrarnega gibanja v 20. stoletju, pravzaprav se ni motil. Vemo pa, da Krek je bil na Bolgare izjemno navezan. Druga slovanska pot za reševanje kmete je znamenit ruski mir. Ta je lastnik večine zemlje, danes mi bi rekli temu soseska miru, ne? Da ne bo zmede, ali pa občina v ta starem smislu. Torej, ta ruski mir, on je lastnik večine zemlje, posameznemu kmetu, na katerem ima upravno in sodno oblast vaška skupnost, starešino na čelu. Torej, kmet ima samo hišnico, zemljo pa si razdelijo v enake kose po kvaliteti, jih potem vsakih nekaj let med kmete razdelijo. Ampak vendar, tudi tu vidi probleme. Leta 1993 naj bi prav kapitalisti povzročili z nakupi žita v Rusiji strahovito lakoto in Krek pravi, kapitalisti na eni strani, kmetje na drugi strani bijo sedaj na ruskem boju. Če tu zmagajo kmetje, kakor upamo, potem tudi našim kmetom zasije boljša zarja. Barbarska Rusija bo učila kmetijstvo v holi zahod. Krek pravzaprav tej svoji trditvi, tej kulti, temu slovanskemu kultu ruskega mira, ki je bil zelo razširjen med intelektualci, v resnici čisto verjel. To je bila pač, bi rekel, takrat neka moda med slovanskimi izobraženci in on potem, pravzaprav, ko zaključuje to vprašanje, se potem spravi na to slavjanofilsko gibanje v Rusiji, potem učita seveda, da poudarja preveč pravoslavje, cesarjevo samodržstvo, rusko kulturo in tako naprej. To je pravzaprav njemu nekje, bi rekel, tako bolj slep rokav, kot pa kaj resnega. Bolj je pravzaprav Kreka pritegnilo ameriško kmetijstvo in to predvsem zaradi tega, ker je bilo to razmeroma mlado, to se pravi tle v ameriškem kmetijstvu ni neke stare srednjeveške zgodovine in potem pravi, na razpolago veliko statistike, da se ga dobro spremljati. Seveda se pa zaveda, da je ameriška agrarna zgodovina ali pa zgodovina sploh težko primerljiva z evropsko. Pravi, glavna sila ameriškega kmetijstva sta mali in srednji stan, ki sama obdelujeta svoje posestvo. Krasita jo precejšnja izobraženost, pravi verski duh in naravnost. Ogroža je veleposeski množi proletariat in povzroča gospodarske krize ter dolgovi, ki preko posojil privabljajo kapital in posledično prisilne dražbe. Torej, potem se vrne na te stalne domove in ti stalni domovi so pravzaprav tisto, kar je Krek videl kot neko rešitev za kmeta. Torej, stalni dom se ga je že žare opredelil, ampak ta stalni dom je pravzaprav ena zanimiva kombinacija stare hube srednjeveške pa fideikomisa. Torej, huba, kot veste, kmetija, ki mora zagotoviti normalno življenje družine, fideikommis je pa dedna, neobremenljiva, nedeljiva posest plemstva, ki ga je bilo pa težko doseči. In pravzaprav on potem vidi v teh stalnih domovih, za katere pa ugotavlja, na podeželju morajo biti večji, ob mestih pa so lahko tudi manjši. Vir, kako nastane ta stalni dom, je seveda država, ki deli državno zemljo ali pa potem na podlagi zakonodaje zagotavlja stalnost temu kmečkemu domu, ki mora imeti primerno površino, ta je seveda ekonomska kategorija, to se pravi taka površina, ki zagotavlja lahko življenje normalne kmečke družine, to je pa zelo različno. Veste, jaz sem zdaj eno analizo naredil za Gorenjsko, tam imate hubo, kmetijo, ki ima lahko 6 hektarjev obdelovalne zemlje, ali pa ima celo 150 hektarjev vse zemlje, ampak od tega je 2/3 hribov pa gozda gor, ki je okrog planice pa tako naprej. Torej, to moramo vedno, ko govorimo o kmetiji, moramo vedno razumeti v ekonomskem smislu, ne v tem. Potem je zanimivo, je Krek velik pristaz specializacijo v kmetijstvu in prav ne samo v monokulturo, ampak celo znotraj monokultur. Gojite semensko žito, ukvarjate se z mlečno živinorejo, gojite, take in take specialne rastline, da boste prodajali. To je tisto, kar se že prej omenjal. Kmeta sili v tržno produkcijo,
v produkcijo za denar, hkrati pa kritizira in pravi, da se celo zavzema za vračanje naturalnega gospodarstva. Včasih konsekventen, tako kot pravi na primer ruski mir je perspektiva našega kmeta, potem pa prav ameriška zadeva je tudi konec, torej ameriško kmetijstvo je tudi potem edino upanje za našega kmeta. Čisto sprotni stvari so obe upanje. Ampak no, potem edino, kar je še najde v Nemčiji, so li zanimivi rentni domovi. Torej, da končam. Žar je postavil dve zanimivi vprašanji. Moram reči, da jaz se strinjam ne samo z vprašanji, ampak bi že ponudil tudi odgovor. Prvič mislim, da je Krek nad kmetijstvom in nad kmeti v daljni časovni perspektivi obupal. On je vedel, da bo kapitalizem kmeta zvozil in zvozil ga je, in če pogledamo zdaj razmere pri nas, ni izprazno podeželje. Mi imamo nek neverjeten primer, da je podeželje zdaj polno podeželjanov, ampak to je samo urbanizirano podeželje, kot smo zadnjič ugotavljali. Torej pravih kmetov pri nas, oprostite, to me razburja, praktično ni več. Druga stvar, tudi zadruge pa te stvari, to so le pač, bi rekel, neka rešitev za odlašanje končne krize. In tretja stvar, še to, kar je tudi Žare postavil glede izseljevanja. Sveda številke povedo vse. Rad bi povedal, da sam, ko sem gledal zadružno knjigo za Dolenjske Toplice, je v Nadškofijskem arhivu, boste videli, da prvi ljudje, ki so si sposojali denar, so si ga sposodili za pot v Ameriko. Tako da to je pravzaprav v nekem smislu olajšalo zadolževanje, tudi za pot v Ameriko, ni pa preprečilo izseljevanja. Hvala lepa.